Pozdravljeni. Danes bom obravnaval eno temo ali pa vprašanje, ki lahko ga tudi majčkeno zbode. In to je, zakaj bolj občudujemo človeka, ki trpi, kot pa tistega, ki isto stvar naredi z lahkoto. Ampak ne govorim o tem, da naredi z umetno lahkoto, tisto površinsko, zaigrano lahkoto, kao. Ni nič težkega, čeprav lahko po telesni govorici in splošnem vtisu vidimo, da ni čisto tako. Ampak za tistega, ki dejansko vidiš, da obvlada, da nekaj naredi tako, kot je treba, celostno, premišljeno, urejeno in mu na koncu celo uspe, da doseže tisto, kar si je zamislil ali pa kar je bilo načrtovano. Nekje not v sebi pa čutiš po eni strani občudovanje, navdušenje, po drugi strani pa zavist ali pa celo zakaj mu je uspelo nekako noter mogoče v sebi. Navijaš, če si to priznaš ali ne, druga stvar, da mu ne bo, zato da ne bo dal primer, da je to mogoče. To spodbudilo me je, ko sem gledal letošnji tur, kjer je bila taka zelo očitna, velika razlika med tem, kako je tur odpeljal Pogačar in kako so ga odpeljali vsi drugi. In včasih je bilo prav že kontrastno videti, kako se ostali trudijo in delujejo iz volje. Seveda Pogačar je pa to večino časa odpeljal na način, da je deloval, ampak ne deloval tako zaigrano, ampak tisto pristno, da si to želi in da dejansko ve, kaj dela, točno čuti, do kje lahko gre, kako lahko naredi. In pol, kaj je bilo še najbolj impresivno, je to, da se pri tem ni uštel, da se ni zmotil, čeprav imajo tudi drugi kolesarji v kolesarski karavani na voljo enake ali pa vsaj zelo podobne načine spremljanja telesnih sposobnosti, koliko vatov imajo, kakšen je utrip, vse ostale parametre imajo na voljo enake, ampak je pa končni rezultat je bil pa tukaj čisto drugačen. In potem sploh v predzadnji etapi, ki je pomagal še moštvenemu kolegu, čeprav bi lahko več kot evidentno šel naprej in bi zmagal, pa se je odločil, da ne bo. Zdaj se je odločila ekipa, on sam, ali je bilo mešano, tako nepomembno. Potem pa tudi je bilo videti zadnji dan, da dejansko je dirkal, čeprav bi bilo bolj varno, da bi se vozil bolj previdno, bolj rezervirano, zadržano, da ne bi padel, da se ne bi zgodil kak problem. Je vseeno naredil in dejansko je bilo videti nekoga na kolesu, da uživa v tem kolesarjenju, kar je pa delan z veliko kolesarji, tako profesionalnimi kot amaterskimi. Pa tudi srečujem veliko kolesarjev na cesti, skoraj ne vidim nobenega, da bi dejansko užival na kolesu, ampak pač vidiš ali pa čutiš njihov celoten vtis, ki ga pustijo, je, da pač je to nekaj, kar je treba narediti in z neko voljo, odločenostjo to spele in pač doseže, kar doseže. Seveda je tukaj tudi to nekaj, kar lahko uporabimo zase, zato da začnemo lažje ali pa skozi tak primer, mogoče celo boljše rečeno vzgled, ki ga je Tadej dal vsem nam, ki smo to gledali ali pa bili v stiku s turom letos, kakšna je razlika med željo, zmožnostjo in voljo. Ker
vsi so na tur šli z veliko željo, ampak z različnimi zmožnostmi in temu primerno tudi različno voljo in razmik ali pa razmerje med željo, zmožnostjo in voljo je pa tisto, ki da pol občutek, ali si to naredil na nek lahek način, ali si se fejst matral, ali si celo pregorel v tej močni želji in obilo volje ter premalo zmožnosti, realne celostne zmožnosti in si potem ali padel ali odstopil zaradi kakšnih drugih razlogov ali pa enostavno nisi dosegel željenega rezultata. In je tukaj spet pomembno razumeti, kakšna je razlika med željo in voljo. Zdaj seveda to govorim izključno iz AIQ vidika, kak AIQ to razume. Ker želja je nekaj, kar nam kaže smer, seveda je lahko različno močna. In ko tukaj govorim o želji, ne mislim samo na to, da si nekaj močno želimo, ker logično je, da nekdo, da pride sploh na tur, si mora to dolg časa zelo močno želeti in sistematično delati na tem, da razvije določene zmožnosti, da lahko sploh se uvrsti najprej v profesionalno ekipo, ki sploh lahko tekmuje na turu, potem da se znotraj te ekipe pozicionira na primeren način, da ga vzamejo na tur in potem seveda tudi, da na turu lahko gre znotraj ali preko svojih zmožnosti, zato da bi si uresničil željo. Pri enih je želja, da samo na turu nastopijo, drugi imajo lahko tudi večje želje, da se uvrstijo čim višje, da dobijo kako majico ali pa celo mogoče, da ga zmagajo. In seveda vsak more nad samim, da tur naredi, uporabiti tudi voljo. Samo vprašanje je, koliko volje in kolikokrat mora iti z voljo preko svojih zmožnosti, da doseže željen rezultat. Večkrat pa, ko gremo preko svojih zmožnosti, večja je verjetnost, da bo telesni del odpovedal na takšen ali pa drugačen način in se potem moramo soočiti s tem, da ne bomo izpolnili svojih želja. In običajno se zgodi, sploh ko delaš s profesionalnimi športniki, da potem zato, da niso mogli doseči željenega cilja, okrivijo telo, ki enostavno ni moglo prenesti določeno voljo v gibanje, v rezultat na dovolj visoki ravni, dovolj dolgo, na dovolj pravilen, učinkovit način, da bi dosegel željen rezultat in dobil potrditev, da ima dovolj močno voljo in da ima dovolj visoke ali pa celostne zmožnosti. Seveda je tukaj glavna razlika ta med željo pa zmožnostjo, da želja nam kaže smer, zmožnost nam pa pove, koliko energije, znanja, telesne urejenosti, tudi urejenosti okolja, v katerem tekmujemo ali pa delujemo. Seveda tukaj govorim tudi o ekipi, o celotnem know-howu okrog samega kolesarja v tem primeru, tudi o tehnični podpori, se pravi o kolesu, kolesarskih komponentah in vsem, kar spada zraven. In ta zmožnost se seveda je lahko višja ali nižja, lahko se razvija ali pa tudi stagnira, lahko je dovolj razvita ali pa tudi ne. In na turu ste lahko videli zelo različne zmožnosti različnih ekip. Ene so bile boljše, druge slabše, ampak bistvo je, da vsak pride na tako tekmovanje znotraj določenih zmožnosti, ki jih je razvil že pred tekmovanjem, in seveda potem tudi kaže na to, ali so te zmožnosti primerne ali ne, in to seveda najbolj pokaže rezultat. Zdaj, vprašanje pa je, če sta želja pa zmožnost povezani, koliko sta povezani, do kje sta povezani, ker povezava med željo pa zmožnostjo je tukaj ključna, ker nam pomaga razumeti, do kje lahko napredujemo brez notranjega boja. Če pa je želja večja od zmožnosti, potem pa cilj postane zahteva, ne pa več želja, in
bolj kot cilj postane zahteva, več volje potrebujemo, da telo, ali pa zdaj po telo mislim lahko naše telo, lahko mislim pa tudi telo ali kolesarske ekipe, ki vozi z nami ali za nas, in lahko tukaj s tem mislim na kolesarje, ki so na cesti, ali pa seveda v širšem pogledu pa tudi vse ostale v ekipi, ki skrbijo za to, da se to lahko, da se zgodi ali pa v resnici naša želja, in seveda smo odvisni tudi od njihovih zmožnosti, njihovih želja in njihove volje. Težava, ki pa nastane, pa je, da če je povezava med zavestjo, v kateri je doma želja, in se te želje tudi zavedamo, ker nas potem tudi določa, in med telesom, v katerem je doma ali pa imamo zmožnosti, neustrezna ali pa popačena zaradi senzorno-motorne amnezije ali pa senzorno-motorne zastrtosti. Dodaten parameter tukaj je, da višja, ko je SMA, pa višja, ko je SMZ, večja je tudi pol senzorno-motorna iluzija. Senzorno-motorna iluzija v tem primeru pomeni, da se ne zavedamo dejanskih zmožnosti in njih zaradi tega, da bi lahko izpolnili želje, ki so pa seveda v tem primeru postajajo nerealne, zmožnosti povečujemo, se pravi, si predstavljamo, da smo zmožni več, kot v resnici smo, ali pa zahtevnost tega, kar si želimo doseči, zmanjšujemo, kar pomeni, da zmanjšujemo zahtevnost tega, kar bi radi naredili. In seveda ta razlika med povezavo in vplivom telesa na zavest in odzivom zavesti na to, kar ji telo sporoča, kakšne so njegove trenutne zmožnosti, določajo to, kakšna bo povezava med željo in zmožnostjo, in s tem določa, do kje bo lahko nekdo napredoval brez ali z majhnim notranjim bojem. In ta notranji boj je pa tisto, kar sem na začetku razlagal, da vidimo, kako nekdo nekaj počne, kakšen vtis daje, in seveda je tukaj spet vprašanje, koliko mi sami, ko opazujemo in čutimo to osebo, si želimo realno videti njegovo celostno delovanje in njegov celosten odziv na to, kar dela. Ker pogosto večina ljudi niti ne želi videti, kako nekdo nekaj doseže, ampak je bolj pomembno, ali je to dosegel ali ni dosegel, in smatramo pač, da se je potrebno potruditi in da pač brez muje še čevelj ne obuje, kar dejansko drži, samo vprašanje je, koliko muje uporabljamo in koliko muje potrebujemo, da to naredimo. In pri AIQ-ju se osredotočam predvsem na to, da opazim in razložim, kakšno ima nekdo notranje stanje, kakšen je notranji razkol med njegovo željo in zmožnostjo in zavedanjem, in potem seveda koliko volje more uporabiti, da telo prisili v nekaj, za kar v resnici še sploh ni pripravljeno na takem nivoju, v takem obsegu, in ni zmožno držati določene doze tempa in tajminga, ki je potrebna, da dosežemo željeno. Seveda tukaj ne želim na noben način dati vtis, da je volja nekaj slabega, ker volja je nujno potreben del življenja in sposobnosti vpliva. Pomembno pa je, da razlikujemo med željo in voljo, ker težave, ki pa nastanejo, in to kronične težave, ki so pa tiste, lahko bi rekli, najslabše, so pa takrat, kadar smo kronično odvisni od volje, zato da uresničimo nekaj, kar si želimo, in seveda, če moramo zelo velikokrat uporabljati voljo, da dosežemo željeno, potem se je treba realno vprašati, ali so naše želje realne, ali so naše želje usklajene z našimi zmožnostmi, ali gremo pa z željami, ki jih imamo v zavesti, mimo dejanskega stanja v telesu, in seveda takrat začnemo voljo, namesto da bi jo uporabljali, kar je pravilen odnos do volje, začnemo voljo izrabljati ali zlorabljati, in takrat se vedno večkrat dogaja, da
z voljo pokrijemo ali pa zakrijemo, prekrijemo dejstvo, da še nismo dovolj dobro pripravljeni kot celota in pač gremo preko samega sebe, kar pa seveda lahko potem se prenese tudi, da gre ekipa na cesti preko sebe, da gre ekipa kot celota preko sebe. Včasih pa seveda, ko ste lahko videli tudi v gorskih etapah na Alpe d'Huez, je bilo najbolj vidno, da enostavno tudi organizator ni bil sposoben obvladovati navdušenja množice nad tem, kako se kolesarji z lahkoto vzpenjajo v klanec, medtem ko oni sami se v svojem vzpenjanju na svoj življenjski klanec morajo veliko bolj truditi, pa pogosto jim sploh ne uspe, pa rabijo veliko več volje, da nekam pridejo. In seveda, ker rinejo v hrib življenja samo ali pa preveč z voljo, potem seveda tudi telo izrabljajo ali zlorabljajo, na kar se pa telo odzove na način, da enostavno gre v kronične probleme, kronične bolečine in kronične bolezni. In na tak način, ko to začnete bolj razlikovati, kakšna je razlika med željo, zmožnostjo in voljo, lahko tudi postopoma opazite, kdaj delujete preko svojih zmožnosti, kdaj takrat uporabljate voljo prevečkrat ali predolgo ali ob nepravem času, ker vas dejansko izčrpava, kar vodi v vedno bolj neučinkovito delovanje telesa, kar seveda potem vodi v verjetnost, da pride do neželenih dogodkov, kar nam potem še bolj vzame voljo, še bolj negativno vpliva na naše zmožnosti, recimo gremo v preveč, pretiramo, gremo preko svojih zmožnosti s preveč volje in potem na ovinku pademo, si zlomimo ključnico in pač se naša želja, ki je bila nerealna v trenutku, razpade in potem nam zelo negativno vpliva na celotno življenje po tem dogodku, ker pač ta ključnica ne bo več nikoli takšna, kot je bila pred padcem in bo tudi v kasnejših fazah, recimo v naslednjih letih, zaradi kronične zakrčenosti telesa, recimo na zgornji levi ali pa desni strani, odvisno, kjer ovink je bil, prihajali do težav pri globokem vdihu, pljuča se bojo manj razširila, zaradi tega ker bo ramenski obroč bolj zakrčen. Tak ramenski obroč, ki ima recimo kronično težavo zaradi zloma, potem bolj visi na vratu, kot bi bilo treba, in zaradi tega so tudi vratne mišice bolj napete, oseba težje obrača glavo, lahko spregleda določeno stvar, ki se nahaja na levi ali desni strani. Višja napetost mišic v vratu seveda potem še bolj stanjša premer dihalnih poti, kar pomeni, da se diha težje, da se diha hitreje, hitrost zraka je potem čez grlo višja, kar pomeni, da se tudi grlo prej suši, je treba več piti. V glavnem, cel kup stvari se zgodi zaradi enega takega dogodka, na katerega najprej na prvi pogled izgleda, da se ni dalo vplivati, samo ko pa začnete bolj razmišljati na tak način, pa vidite, da se bi mogoče dalo vplivati, če bi oseba pravočasno spoznala, da enostavno ni kos temu in svojo željo rekalibrirala, jo prilagodila drugačnem dejanskem stanju in bi pač lahko dirko zaključila na drugem ali pa tretjem mestu in iz tega potegnila nauke, kaj tisti, ki je zmagal, ima, kaj pa jaz nimam, in imela pol eno leto za drugačne priprave, kot so bile v preteklosti, ki bi povečale verjetnost, da bi prišel na naslednjo dirko z drugačnimi zmožnostmi in bi potreboval za dosego željenega cilja manj volje in s tem bi zmanjšal verjetnost, da pride do neželjenih dogodkov, pa naj si bojo to padci, naj si bojo to nesreče, naj si bojo to bolezni, prebavne težave, tehnične težave na kolesih, ker realno gledano nič ni slučajno in
ker nič ni slučajno, pomeni, da lahko na vse deloma vplivamo, samo jasno pa je, da je tudi ta vpliv delen, se pravi ni absoluten, kar pomeni, da noben ne more preprečiti, da se mu nesreča ne zgodi, lahko pa s časom in pravilnim pristopom, ki je povezan s tem, da je želja pa zmožnost bolj jasno povezana. In tukaj ne govorim samo o zmožnostih telesa, ki jih lahko prikažejo merilne naprave, ampak govorimo o občutkih, govorimo o čustvih, govorimo o čustveni in telesni zrelosti, ki jo pač je lahko višja ali nižja. In višja, ko je telesna in čustvena zrelost, bolj oseba čuti, kakšne so njegove trenutne zmožnosti. Sprav, po IQ-jevsko bi rekli, bolj čuti, kako je, in bolj ko čuti, kako je, bolj lahko tudi razmišlja, zakaj je tako, kot je, oziroma kaj dela ali je delal, da je tako, kot je. In bolj ko to lahko razmišlja in ima boljši stik telesa z možgani, z osrednjim živčnim sistemom, lahko bolj razume sebe kot celoto skozi desno možgansko polovico in seveda takrat lažje razmišlja o tem, po kakšnih vzorcih deluje, da je takšen, kot je zdaj, in kaj bi moral spremeniti, da bi bil za naslednji tur drugačen, kot je. In na tak način lažje uporablja ta najbolj strateško pomemben del živčnega sistema, se pravi desno možgansko polovico, da naredi kvalitetno strategijo, ki temelji tudi na njegovem telesu, na njegovih čustvih, na njegovem življenju, na tem, kako funkcionira kot celota. In seveda z bolj aktivno desno možgansko polovico, za kar je pa osnovni predpogoj, da zmanjša SMA pa SMZ, pa viša postopoma telesno in čustveno zrelost, tudi lažje opazi, kako funkcionira kot del ekipe, kakšen je njegov vpliv na ekipo, kaj bi lahko ali bi bilo dobro, da naredi ali si želi narediti, da bi ekipi pomagal, da bi dvignil svojo prepoznavnost kot nekdo, ki dela za ekipo, ne pa da ekipa dela za njega, in da se mu da zaupati. Seveda je zaupanje v določeno osebo je pa direktno premo sorazmerno s tem, kako ta oseba lahko zaupa sebi. In če se vprašamo, če nekdo zaradi SMA pa SMZ nima dovolj dobre povezave med željo in zmožnostjo in deluje vedno bolj iz volje, ki pa vodi v to, da premaguje lastno telo, ki je pa tisto, ki izvaja dejanja in določa, koliko mu lahko v resnici zaupamo, pa je, da večje je, ko je neusklajenost med željo in voljo, resnično željo in resnično zmožnostjo, ne voljo, zmožnostjo, večja je verjetnost, da se zgodi nekaj, kar nas bo v telo razočaralo in bo zmanjšalo zaupanje v telo. In seveda potem takem v zaupanje, ker imamo zaupanje v telo manjše, je verjetnost, da se nam zgodijo neljubi dogodki, povečujejo in potem velikokrat ali pa prevečkrat pademo, se vedno znajdemo na napačnem kraju ob napačnem času in seveda to nam potem samo še dodatno ubija zmožnosti in povečuje potrebo, da delujemo vedno bolj iz volje in da je naša želja vedno bolj nerealno povezana z našo zmožnostjo, in takrat v bistvu gremo v to, da trpimo. In trpimo pa, kadar delujemo preveč iz volje in premalo iz želje in gremo preko svojih zmožnosti. In seveda takrat se to vidi in čuti. Tudi če oseba to skrije in ima okamenel obraz, se vidi, na kakšen način pritiska na pedala, koliko se ziba naprej, nazaj, pa še posebej levo pa desno, ali je kolo stabilen in lepo teče, ali kolo cuka in se premika preveč na grobo, preveč skozi voljo, premalo skozi željo. In lahko ocenimo, koliko nekdo trpi, če seveda hočemo, in koliko nekdo dela nekaj lažje ali pa z lahkoto. In tukaj se seveda pogosto zgodi, da lažje občudujemo človeka, ki trpi, ki pade in ki se z veliko volje in borbe prebije do cilja, ker vidimo njegov boj in v takem človeku lažje prepoznamo svoje lastno življenje, kjer mora biti naš rezultat že leta in leta poplačan z bolečino,
da se nam zdi vreden, ali pa da nekdo drug v okolici reče, no, si se pa res potrudil, se je videl, da si dal vse od sebe, ne reče pa, da še razmisli, kako bi spremenil v prihodnosti svoje zmožnosti, da bi enak cilj dosegel z manj bolečine, z manj truda, na lažji način. Ker seveda tudi oni sami tega niso bili sposobni izvesti, in smo tudi sami potem dobili tak občutek, da navijamo za tiste, ki se bolj trudijo, oni, ki pa to naredijo na lažji način, pa rečemo, ti si pa talentiran, ali pa imaš srečo, ali pa ti je slučajno ratal, se ti drugič ne bo več, zaradi tega, ker nam pač taka stvar gre na živce, ker nam nekdo kaže, da lahko se naredi, če imaš bolj strateški, postopen pristop, da poskrbi za to, da je družina urejena, da stvari štimajo, da se recimo cela ekipa sistematično dela na dvigu zmožnosti, da lažje uresničijo željo z manj volje, da se potem to pozna in nekaj izjemno zahtevnega lahko deluje relativno enostavno oziroma lahkotno. In ko to opazimo, nam seveda v nas samih poruši enačbo, v kateri je vrednost rezultata enaka količini trpljenja, in to seveda nam potem pokaže, da se da drugače. Samo seveda, ko pa vidimo, da se da drugače, je pa pride do zahteve po spremembi. Zahteva po spremembi pa seveda zahteva napor, ki ga običajno oseba, ki se že tako trudi in gre preko svojih zmožnosti in deluje iz volje, ne pa iz želje, nima od kje vzeti. In seveda, ko mu nekdo pokaže, lahko bi se spremenil, da bi bilo dolgoročno več želje znotraj zmožnosti, z manj volje, ampak je treba v to vložiti dodaten napor, treba je nekaj odvzeti, nekaj upočasniti, nekaj spremeniti, zato da boš lahko opazil, kdaj greš preko svojih zmožnosti, da to dolgoročno ni dobro, čeprav kratkoročno mogoče je videti dobro ali pa slišati dobro. Tako osebo vrže iz tira. Če pa nekdo deluje po želji znotraj svojih zmožnosti, ker ima toliko bolj razvite zmožnosti, seveda je nekaj tukaj tudi talent in telesne, psihofizične dejstva, ampak ključno je, da zna določiti, do kje je to, od kje naprej pa ne več. Mu pa da možnost, da razmišlja o tem, kaj se dogaja, veliko bolj z desno možgansko polovico, kot bi, če bi deloval iz volje in želje, preko svojih zmožnosti. In takrat lahko seveda pride do tega, kar ste lahko videli na turu, da prednost Pogačarja ni bila samo v tem, da je pač močen, da ima visoke zmožnosti ali pa dosti višje zmožnosti od ostalih, zaradi tega, ker bi lahko to uporabil samo zase, da bi čim večkrat zmagal, da bi pač ekipa delala zanj, ker je toliko boljši in je to tudi na prvi pogled logično, ampak mu to omogoča, ker ne gre toliko preko sebe, da razmišlja bolj na široko, da razmišlja bolj strateško, da vidi dirko drugače kot ostali, in potem seveda se tudi vede drugače kot ostali. In ko gledate, kako ga analizirajo, govorijo, da je dejansko najbolj nepredvidljiv ali pa dinamičen, tak, da dirke naredi veliko manj enolične, take, ko so bile včasih, da ima občutek za to, kdaj nekaj narediti in do kje. In to so vse značilnosti, ki jih pripisujemo desni možganski polovici, kar pomeni, da mora imeti dovolj velik vpliv na njegovo razmišljanje in vedenje, tudi ko kolesari. Seveda mora biti tudi desna možganska polovica bolj aktivna pri športni ekipi, ki mu daje navodila ali pa usmeritve, ampak ključno je, da vidi več in ne vidi samo naslednje zmage, ne vidi samo kratkoročno korist, ampak lahko vidi sotekmovalca, lahko vidi, kakšni so odnosi, kaj narediti, da se odnosi izboljšajo, in kako to, kar trenutno počneš, bo vplivalo tudi na prihodnost ekipe,
ne samo tvojo, ampak skupno prihodnost in bolj, ko je vsem, bolj je tudi tebi. Ker zrelost se ne pokaže samo takrat, ko ena stran ne preglasi druge, ampak takrat, ko smo v določeni situaciji, v določenem stresu in da ne izgubimo ambicijo, ampak da uporabimo moč tudi za drugega, brez občutka, da sami pri tem izgubljamo, in tukaj je glavna razlika med velikodušnostjo in požrtvovalnostjo. Čeprav pri Slovencih je seveda, če se vprašate, katera beseda vam se nekako bolj usede, verjamem, da bo večina rekla požrtvovalnost, velikodušnost je pri nas bolj tako, sicer slišati je fajn, samo ko pogledaš v telo, pa nekako si bolj zavisten nekom, ki je velikodušen, kot pa nekom, ki je požrtvovalen. Razlika je pa ta, da pri požrtvovalnosti telo ostane v dolgu, pri zreli velikodušnosti pa daš iz tega, kar imaš, in ne čakaš, da ti to kdo vrne, in seveda se ti potem vrne z obrestmi dolgoročno kasneje. Pri tem, ko pa zmožnost ni dovolj razvita, pa seveda gremo preveč v voljo, volja izvira iz leve možganske polovice primarno, in takrat pride do tega, da vidimo samo rezultat, svojih zmožnosti ne zaznamo realno, želimo isto hitrost, isto lahkotnost, ampak nimamo enakih zmožnosti, ne v sebi, ne okrog sebe. Razliko zapolnimo z voljo in to potem razvije bolj trdo držo, bolj neurejeno dihanje in seveda manjši občutek za posledico. In taka oseba ne opazi pravočasno, da se je to spremenilo, da je izgubil oporo v stopalih, v gumah, da se mu zoža pogled, da ima trše telo, in mejo zazna šele, ko pride poškodba, izčrpanost ali pa neuspeh. Ker tukaj je pomembno za konec tudi to, da razumemo, da meja, ki si jo na tak način postavimo ali pa nam jo telo postavi, brez da se zavedamo, da nam jo je postavilo ali pa ne želimo se je zavedati, ni dokaz, da je bil napačen cilj, ampak pove, da je bil današnji korak pač preveč, prevelik, preko naših zmožnosti, z preveč volje, in to lahko pri sebi prepoznate s spremembo senzorno-motorne amnezije, spremembo senzorno-motorne zastrtosti, dvigom čustvene zrelosti, dvigom telesne zrelosti, zatem je tudi AIQ namenjen. In poskusite se pri naslednji zahtevni nalogi vprašati dvoje. In to je, kaj želim doseči in kaj dejansko danes zmorem, ne da pri tem izgubim stik s telesom. In poskusite opaziti prvi trenutek, ko se vam spremeni predvsem izdih, ko začutite napetost v ramenih, ko vam utrdi trebuh, ko pogled izgubi širino, ampak se samo še fokusira na tisto, kar želite doseči, ker nočete videti nobenih drugih stvari, ker bi se lahko premislili. In tukaj lahko začutite, da ste blizu meje svojih zmožnosti, in to pomeni, da ne zavrzite cilja, ali pa po drugi strani, če se le da, ne iti z voljo preko te meje, ampak poskusite zmanjšati naslednji korak. Ker ta prava želja, taka, ki se dolgoročno uresniči in vas lahko pripelje do ciljev, ki si jih lahko samo predstavljate, ampak nekako veste noter v sebi, da jih z voljo ne boste mogli doseči, pride takrat, kadar greste v majhen, občuten in ponovljiv korak. Če pa voljo preoblečete v željo, pa seveda dobite hitro, veliko, takoj, ampak potem pride easy come, easy go, čeprav mogoče v tem primeru bi bilo boljše rečeno, kako dobljeno, tako izgubljeno. In zrelost razvijamo in jo imamo takšno, kako imamo, in pokaže se v tem, da znamo določiti mero, ohraniti smer in počasi razviti to zmožnost, in takrat potrebujemo manj trpljenja, da bi dokazali vrednost predvsem drugim, čeprav dostikrat to obrnemo tako, da to delamo zase, in hkrati postanemo lahko močni in lahkotni, lahko zmagate in pomagate tudi drugim, in prav ta lahkotnost in moč hkrati okolico običajno najbolj zmoti, ker pokaže, da veliki rezultati niso posledica več sile ali več prisile,
ampak so lahko, če znate in zmorete to delati dovolj sistematično in dolgo, posledica boljše povezanosti telesa, želje, zmožnosti in smisla. Hvala lepa.